Začnemo s tem, kako posadka pride do Falcona in se odpelje v državo X po organ X, ki ga potem v določenem času pripelje. Zelo kratko. To nismo iz kakega filma vzeli, to je naše. Tu je šlo za res, ja? Hvala lepa za pozornost. Torej, državni sekretar o začetku sodelovanja pred 2 leti, marca 2015 in do danes. Ja, hvala lepa za besedo. Spoštovani predstavnikov medijev, kot je uvodničar povedal, bi danes na tej tiskovni konferenci predstavili en primer vzorčnega modela civilno-vojaškega sodelovanja, ki jih Slovenska vojska ima kar nekem z civilnim okoljem. In pa seveda tudi primer skupno uporabo zmogljivosti oziroma dvojno uporabo vojaških zmogljivosti. Začnemo z dnem, ko je letalo Falcon bilo uvedeno v operativno uporabo, sicer z začetnimi zmogljivostmi, to je bilo leta 2013, takrat smo letalo Falcon prvič uvedli v operativno uporabo, potem seveda je sledilo usposabljanje ekip, usposabljanje posadk, treba je bilo sposobiti pilote, še dodatno treba je bilo sposobiti kabinsko osebje, tehnično osebje in leta 2015 je letalo Falcon doseglo končne operativne zmogljivosti z 2 usposobljenima posadkama in lahko izvaja svoje naloge v polni zmogljivosti. Seveda je treba povedati, da je Slovenija Transplant, zavod Slovenija Transplant povpraševal po možnostih sodelovanja že pred letom 2015, vse od leta 2013 so potekali nekako pogovori in ambicije Slovenija Transplanta, da se bi vzpostavilo neko sodelovanje, ki bi pomagalo slovenskim državljanom in pa seveda, ki bi omogočalo boljšo izkoriščenost zmogljivosti, kot je letalo Falcon. Tako je bila v letu 2015 z Zavodom Slovenija Transplant podpisana pogodba in moram povedati, da do sedaj je to letalo pripeljalo že 21 organov, pa tudi eno dozo protistrupa in s tem seveda pomagalo reševati življenja ljudi. Mogoče je to edina oblika civilno-vojaškega sodelovanja, ki se zadeva in dotika vseh državljanov. Nikoli ne vemo, kdaj pridemo v situacijo, ko se potrebuje ali nujna medicinska pomoč ali nek organ in potem z temi oblikami lahko sodelujemo. Ob tem trenutku bi pa seveda tudi poudaril, da v tem sodelovanju ne sodelujemo samo z letalom Falcon, vendar tudi z helikopterji Slovenske vojske. Sodelujemo v projektu helikopterske medicinske HNMP, torej helikopterska medicinska pomoč in pa tudi pri reševanju iz gora. In naj ob tem trenutku povem, da smo že do sedaj v letošnjem letu samo s helikopterji pripeljali 66krat sodelovali in pa 24krat pri reševanju iz gora, tako da smo do tega trenutka rešili oziroma prepeljali 95 oseb. Jaz mislim, da je sodelovanje z Slovenija Transplantom v skladu s pogodbo, v skladu z sklepom Vlade Republike Slovenije, zaenkrat ne zaznavamo problemov in mislim, da je sodelovanje na dovolj velikem nivoju in dovolj kvalitetnem nivoju, da bomo to sodelovanje ohranili in pa mogoče tudi v prihodnosti lahko tudi še nadgradili.
Zaenkrat toliko. Hvala lepa, če bo pa kako vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Hvala lepa, državni. Nadaljevala bo primarika Danica Avsec, ki je tudi motorsko transplanta. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Ko gre za življenje, gre dostikrat za sekunde, minute. Tega se v Slovenija Transplantu zelo zavedamo in zavedamo se tudi tega, da lahko uspešno opravimo neko delo, ki je v takem ozkem časovnem okviru, le takrat, kadar vsi, ki smo nekako odgovorni za to, sodelujemo v konstruktivnem in pozitivnem smislu. Zaradi tega smo bili izredno veseli pogodbe oziroma dogovora med Ministrstvom za obrambo in pa Slovensko vojsko pred 2 leti, da se lahko začnejo opravljati transport organov tudi s pomočjo Falcona. Torej, bili smo veseli, ponosni in tudi videli smo številne dobre rezultate. Torej, v 2 letih smo imeli 22 letov za potrebe prevoza, no od tega je bil 1 let za pridobitev protistrupa, če se spomnite tistega primera, medtem ko v ostalih primerih pa je šlo za prevoz organov, največkrat src in pa nekajkrat tudi jeter. Vsi ti prevozi so bili nujni prevozi, zato lahko rečemo, da smo s temi prevozi reševali življenja. Te številke potrebe še vedno naraščajo in dejansko želimo še več opravljenih takšnih posegov, še več rešenih življenj, ob tem pa se soočamo tudi s pomanjkanjem organov. Zaradi tega bo sodelovanje v prihodnosti enako ali še bolj pomembno glede prevozov, ampak so tukaj še drugi momenti, na katerih Slovenija Transplant z odgovornostjo dela in seveda tudi v sodelovanju z drugimi partnerji, med katerimi ste mediji zelo pomembni, ker veste, da se soočamo s pomanjkanjem in pomanjkanje je povezano z premajhno opredelitvijo. Zlasti Slovenci smo značilni za to podpovprečno opredelitev za darovanja, kadar gre za pravno formalno opredelitev, sicer pa v velikem odstotku, torej preko 70, Slovenci podpiramo darovanje. Ampak vendarle želimo to tako imenovano informirano opredelitev, pravno veljavno opredelitev, ki je zelo tesno povezana z informiranostjo. Ravno zaradi tega smo v letošnjem letu skupaj spet z partnerji pripravili osveščevalno kampanjo in to za agencijo AV Studio in pa IPPR agencijo, ki nam je pomagala pripraviti tako imenovana gradiva za posredovanje, no zelo z velikim angažmajem, aktivnostjo se pa so odzvali tudi mediji, predvsem je bil tukaj Val 202 pokrovitelj te celotne akcije. In pa danes so pacientje, vemo zakaj vse to delamo. Pacientje so na čakalni listi, čakajo organe, za ledvica jih čakajo recimo 300 dni, medtem ko srce, jetra nekoliko manj, na srce v povprečju 177 dni, jetra 77 dni. Seveda, ta čakalna doba je v primerjavi z nekaterimi evropskimi državami celo krajša, ampak vendarle za marsikoga predolga. Vse te informacije o aktivnosti, o osveščevalni akciji lahko najdete na spletni strani, ki je bila temu posebej posvečena, www.daruj.si, ki je zelo še vedno uporabljena. Ljudje, kaj smo opazili? Opazili smo 5-krat večjo opredelitev v prvih 2 mesecih letošnjega leta, to se pravi januarju in februarju v primerjavi z lanskim letom, ampak opazili smo pa tudi neprimeren porast zanimanja za te informacije in s tem predvidevamo, da se tudi podirajo tabuji, podirajo strahovi, ki so včasih razlog tega, da se ljudje ne upajo opredeliti na pravno veljaven način. Torej, tako, sodelovanje z mediji,
še vedno izjemno odprta zadeva, tudi tukaj, tako kot sem rekla, pri transportih, pri sodelovanju s Slovensko vojsko, želimo več, gremo dalje, razvijamo načine, kako doseči še več, čeprav pa lahko rečem, da samo zdravljenje s presaditvijo glede medicinsko-strokovnega aspekta pa je doseglo neki nivo, na katerega smo ponosni in pri katerem dosegamo zelo pomembne rezultate, ki je več o presaditvih srca, ki je pravzaprav najbolj tesno povezana s tem načinom transporta, kot smo slišali, z načinom transporta s Falconom, bomo slišali kasneje še od mojega kolega, dr. Kneževiča, medtem ko lahko rečem, da smo ponosni tudi na ostale programe, tako presaditve jeter, kot tudi presaditve ledvic, kjer dosegamo tudi evropsko pomembne oziroma celo boljše rezultate, kot jih imajo države z daljšo tradicijo takšnega načina zdravljenja in seveda tudi morda lahko rečemo s tem, da so nekateri segmenti morda tudi bolje razviti. Tako da seveda ne moremo pa sodelovati sami s seboj, Slovenija je premajhna, da bi lahko pokrili vse potrebe, še zlasti ne moremo pokriti urgentne potrebe za tiste bolnike, ki res čakajo v urah, da pridobijo organ, da se jih lahko ozdravi oziroma se reši življenje, zato sodelujemo z Eurotransplantom, to je 8 evropskih držav, s katerimi izmenjujemo organe, zato da dosežemo tudi boljše ujemanje med darovalčevimi lastnostmi in prejemnikovimi in pa seveda, da lahko pokrivamo, kot sem že omenila, vse te urgentne potrebe. Ne nazadnje, ena prednost tega sodelovanja je tudi to, da kadar mi pri nas doma uporabljen organ ne moremo uporabiti zaradi kakršnega koli razloga, skratka, da nimamo primernega prejemnika v tistem trenutku, ga uporabijo v Eurotransplantu in kasneje ga dobimo vrnenega. Skratka, ponosni smo na to sodelovanje, želimo nadaljevati v tem duhu, problemov praktično ni in čestitke mojim kolegom. Hvala lepa. Hvala. No, nadaljujemo s našimi piloti, ki nam bodo predstavili, oziroma pilot, ki nam bo predstavil sam tehnični del sodelovanja, kako poteka, ko dobimo klic za potrebo po prevozu. Lep pozdrav še v imenu posadke, ki izvajamo to dejavnost. Torej, letalo Falcon se nahaja v sestavi 15. polka vojaškega letalstva, oziroma v sestavi 152 letalske eskadrilje. Kot vidite, lahko naslednje. Torej, v sestavi 152 letalske eskadrilje se poleg letala Falcon so tudi še letalo Pilatus PC-6, Turbolet in pa Pilatus PC-9. Ampak, zdaj, če se obrnemo nazaj na letalo Falcon, torej mi smo trenutno, naša sestava je torej 2 posadki, 2 kapitana, 2 kopilota, imamo aktivne 3 letalske tehnike in pa enega načrtovalca letenja, tako imenovanega dispečerja. Eden je še v pripravi oziroma v uvajanju. Kar se tiče tehničnega dela, torej mi smo v naši službi, v času, ko je letalo dano na razpolaganje, smo v 2-urni pripravljenosti. Torej, od klica, od aktivacije posadke pa do vzleta načeloma je imel na razpolago 2 uri. Torej, v teh 2 urah, ko dobimo klic od Združenega operativnega centra, ki pač dobi klic od Eurotransplant, oziroma Slow Transplant klic, ko nas aktivirajo. Torej, dispečer potrdi to nalogo, torej on mora povedati, kam se leti, kdaj se leti in potem gremo na pokliče ostale člane posadke, torej pilote in pa tehnika. Mi smo takrat, če smo recimo doma, ker to je ponovadi po noči, se dogaja tam, aktivirajo nas nekje, recimo, ne vem, ob 1 ali pa polnoči 11 zvečer, da se leti ob 2 ali 3. V tistem času
potem dispečer že pripravi določene začetne parametre naloge, torej višine, gorivo, ruta, kjer se leti, pokliče tudi na letališče, namembno letališče, da se dogovori o sprejemu letala, torej da nas tam nekdo pričaka. To je tisti tehnični letalski del. Za sam sprejem ekipe, rešilce, reševalna vozila, to pa skrbi pač zdravniška ekipa, oziroma slow transplant za sebe. In potem mi pridemo na letališče, oziroma sem k nam na Brnik in se dogovorimo še čisto do konca, kaj, kako, koliko bomo vzeli goriva, katere višine bomo leteli in tako naprej. Gremo na letalo, potem pa ekipa zdravniška, ki gre z nami, pride na letalo, oziroma do letala neposredno, torej z rešilcem čisto pred vrata, tako da mi, ko vidimo, da prihajajo, zaprosimo za štart motorjev, tako da vstopijo v letalo, zapremo vrata in lahko takoj gremo. Časi letenja poprečno zdaj iz teh letov, ki smo jih naredili, so približno 1 uro v eno smer. Bilo je tudi nekaj že krajših, bilo je tudi nekaj že daljših, ampak poprečno tako je 1 uro v eno smer. Destinacije so večinoma v Evropski uniji. Sam let kot takšen ima pa malo poseben status, torej status leta, s katerim se prevažajo človeški organi, oziroma tako imenovane organ donor flights, kar nam zagotavlja prednost poti, kar nam zagotavlja, da smo lahko na naši destinaciji prej, kot pa nam sam plan izračuna. Tako da naša prednost je dokaj velika prožnost, oziroma samega načrtovanja, same izvedbe. Torej mi samo uro povratka nazaj ne vemo točno, to je odvisno pač od ekipe. Mi smo v času, ko je ekipa v bolnišnici, ves čas v zvezi, torej oni nam javljajo, ali bo kakšna zamuda, ali bo šli prej, tako da mi se lahko temu prilagajamo maksimalno. In pa velika hitrost. Letalo Falcon je zelo hitro, lahko leti visoko, tako da, kar se tiče samega prometa, samega letenja, imamo zelo prost pot, širok izbor opcij. Hvala lepa. Zdravniški del pa nam bo predstavil in o njem govoril dr. kirurg Ivan Kneževič. Izvolite. Lep pozdrav vsem. Jaz bi prvo nekaj stvari mogoče pojasnil. Kot veste, v kliničnem centru se izvajajo vse presaditve organov v Republiki Sloveniji in se sama ta dejavnost, transplantacijska dejavnost, je zaradi svoje izjemne kompleksnosti, prvo logistična, drugo interdisciplinarni pristop in tako naprej, velja za neki vrh medicinske stroke. In mi smo izjemno ponosni na to dejavnost, katera je zelo razvita v nekaterih segmentih. Praktično imamo najboljše rezultate na svetu že nekaj let. Recimo pri presaditvah srca, kjer imamo že 5 let zapovrstjo najvišje število presaditev na število prebivalcev na letnem nivoju. Približno v enem letu se naredi med 110 in 120 presaditev organov v kliničnem centru. Kje je tu potreba po nekem hitrem prevozu? Predvsem pri srcu. Zakaj? Zaradi tega, ker srce ima najkrajši ta čas, ko lahko, bi rekli, brez nekih hujših posledic preživi izven telesa. In ta čas je omejen približno na 4 ure pa pol. Vi morate upoštevati tu ves transport, morate upoštevati operativni poseg, pri katerem na koncu všijete to srce v prijemnikovo telo, za kar rabite 1 uro, in odvzem srca v dajalčevi bolnici. Tako da v tej, recimo, uri pa pol, kakšnega tudi več, je potrebno prišteti še zraven transport od letališča pa do donorske bolnišnice, pol pa odvzem samega srca pri donorju, pri dajalcu,
priprava tega srca na transport in pol transport od bolnika do kliničnega centra in pa še samo ušitje srca, katero sem povedal že prej, recimo nam vzame približno uro. Tako da je 4 ure izjemno kratek neki period, posebej, če je zelo oddaljena donorska bolnišnica, recimo, če samo transporta 2 ure. Druga stvar, ki je zelo pomembna, mi večino src, kar pomeni, recimo v letu 2016 smo mi transplantirali 31 src in od tega je 24 src smo pridobili z izmenjavo iz področja Eurotransplant. Kar pomeni, da več kot 70%, praktično med 60 in 80% src mi dobimo z izmenjavo. Zakaj je tako? Zaradi tega, ker vi imate kakšenkrat dajalca, za katerega nimate primernega prejemnika, nekdo drugi pa ga ima, nekoga, ki čaka in bo, če ne dobi organ v zelo kratkem času, bo umrl. Enako je tako tudi, to je naša velika pridobitev s tem, da smo član Eurotransplanta, kateri je več kot 2 milijona prebivalcev, drugače bi sigurno številke bile bistveno manjše. Kaj to pomeni? Če vi pacienta, ki rabi transplantacijo srca, ne transplantirate, njegovo preživetje bo recimo 20%, 10 do 20% na eno leto, posebej tisti, ki rabijo nujno. Če ga pa transplantirate, pa preživetje 90%, enoletno, ker to ni neko, ne moremo govoriti o nekem podaljševanju življenja, pa se to je, ne moreš primerjati 10 pa 20%, to je praktično podarjanje življenja. In mi brez nekega ustreznega in hitrega transporta smo tudi enostavno brez organov. Kje še? To veste, da smo že povedali, da se pripravljamo na presaditve pljuč in bo verjetno v začetku naslednjega leta bomo začeli z izvajanjem presaditev pljuč v kliničnem centru v Ljubljani. Zaenkrat se te presaditve pljuč izvajajo v Univerzitetni bolnišnici na Dunaju, v skladu z pogodbo edukacijsko, tako da tudi pri pljučih bomo verjetno rabili tak hiter transport, zaradi tega, ker tudi pljuča so zelo občutljiva na ta podaljšani čas, da rečemo temu hladne ishemije oziroma nekega bivanja izven telesa. Nekoliko tu lahko bi še pomagali kakšne aparature, katere omogočajo daljši čas te hladne ishemije. Predvsem je to pomembno pri srcu, pri katerem bi lahko to podaljšali tudi na 8 do 10 ur, vendar to je povezano z velikimi stroški, trudivo se že skupaj za primarja Avstricevo že vsaj koliko, leto in pol, da pridobimo neka sredstva, s tem bi verjetno dodatno še pridobili kakšen organ. Mi kljub temu, da imamo najvišje število presaditev, da imamo izjemno dobro razvit program neke mehanske podpore srcu, to še vedno ni dovolj. Ko potegnemo črto, na koncu leta recimo ugotovimo, da 3, 4 kljub vsemu niso uspeli dobiti organa. Kar pomeni, da tudi če imaš najvišje števile, še vedno ni dovolj. To je neverjeten paradoks. In se trudimo, da bi še tem, zakaj ne bi še izboljšali. Pri drugih organih, to veste, jetra je bilo par transportov jeter, katera so bila nujna, drugi organi se transportirajo običajno z nekimi komercialnimi leti oziroma po zemlji. Ja, po cesti, če je. Po cesti, če je to krajše, kar je seveda tudi bistveno cenejše in tako naprej.